smo tudi zdaj so se odprla v skladišču Špar, kjer se obseg dela povečuje in tam je tudi, smo trenutno zaposlili spet kar nekaj novih ljudi. S svojim inovativnim pogledom na logistično dejavnost seveda vplivate tudi na razumevanje družbe o tem, kaj ta dejavnost sploh je. Kakšne so te vsebine? Na kakšen način se to pozna? Ta vpliv bi lahko razdelil na dva dela. Eno je krepitev zavedanja, kaj logistika pomeni v preskrbovalni verigi. To je eno, da širša in ožja in strokovna javnost in potencialni poslovni partnerji pravzaprav spoznajo vrednost, pomen in vlogo logistike v njihovem procesu. To je ena stran. Druga, ki je pa povsem konkretna, poslovna, je pa ta, da poslovne partnerje, sedanje in pa bodoče, pravzaprav naučimo ravnati z logistiko, naučimo jih ceniti, kaj logistika pomeni in pa usmeriti njihovo energijo v tiste dejavnosti, ki skupaj z nami potem pomagajo urediti njihovo poslovno okolje na področju logistike. Na kakšen način to dosegate? Kje ste aktivni? Kako to izžarevate? Ko se pogovarjamo z poslovnimi partnerji, jih usmerimo, kaj je tisto, kar oni morajo storiti. In pri tem smo ugotovili, kar je izredno zanimivo, da pravzaprav mi njih učimo, lahko bi rekel učimo, damo jim osnovna znanja, damo jim orodja v roke, da potem lahko lažje obvladajo svoje poslovne procese. Kako se vam vsa ta vaša aktivnost vrača nazaj? Lahko rečem, da je mnogo lažje pristopiti do potencialnega poslovnega partnerja, kajti večina od njih takoj reče, seveda, to ste pa vi, logističen center, o vas smo čitali, poznamo vas, bili smo na seminarjih, kjer ste podali svoje snovi in tako dalje. Torej, povsem drugo zavedanje o naših prednostih, o naših sposobnostih. Eden od ključnih poslovnih odnosov, ki vlada v poslovnem svetu, je tudi odnos menedžmenta in lastnikov. Kakšne oblike sodelovanja sploh so možne? Te oblike so lahko zelo različne, seveda odvisno od značilnosti menedžerjev, še bolj pa od značilnosti lastnikov. Koliko se lastniki sploh spoznajo na posel, ki ga upravlja menedžer, na dejavnost, koliko so predvsem portfeljski lastniki. In seveda od tega je tudi odvisno, kakšen odnos bosta vzpostavila. Ali se bodo lastniki ukvarjali predvsem z strateškimi odločitvami in velikimi odločitvami, ki jih obvladujejo, in seveda ukvarjali s tem, da zahtevajo od menedžerjev dobro poslovanje in preverjajo. Ali pa bodo šli globje in se tudi ukvarjali z posameznimi odločitvami, ki so bolj, bi rekel, te vsakodnevne upravljavske odločitve. V kakšnih primerih bi sploh lastnik želel sodelovati na operativnem nivoju? Jaz mislim, da ne gre samo za željo, gre tudi za sposobnost. Če je kolikor toliko racionalen lastnik, potem in če ne pozna področja delovanja zelo dobro, potem se raje ne bo spuščal v to področje in bo prepuščal vse skupaj menedžerju in poskušal samo nadzirati rezultate. Seveda v primeru, ko pa se spozna na to področje, recimo, da je sam menedžer podobnega podjetja ali na podobnem področju, je pa seveda zaželjeno, da se bo tudi sam ukvarjal z odločitvami in predebatiral odločitve z menedžerji tega podjetja. Kaj nam kaže slovenska poslovna praksa? Ali je to običaj, da imamo lastnike, ki se aktivno vključujejo v oblikovanje strategij, kasneje bi pa morda še pogledala na operativnem nivoju? No, zagotovo se pri strategijah vedno bolj aktivno vključujejo. Naše raziskave kažejo, da v preteklosti, takoj po osamosvojitvi,
so bila naša podjetja predvsem menedžerska podjetja. Torej so menedžerji določali ne samo te vsakodnevne odločitve, ampak tudi strategije razvoja. In je bolj ali manj nadzorni svet, takrat je bil še upravni odbor z začetka, to potrjeval. Sedaj se stvari spreminjajo, seveda lastniki pridobivajo znanje in zahtevajo tudi svojo udeležbo pri strategiji. In ne gre samo za zahtevo, gre tudi za to, da je tudi v pomoč menedžerjem. In vaša presoja, v kakšno smer bo šlo v nadaljevanju? Vemo, da se pojavlja čedalje več tudi najrazličnejših oblik povezovanja podjetij, ni več samo kapitalski tisti, ki je edini možen. Kakšne so vaše videnja in prognoze za naprej? Ja, zagotovo ta odnos že sedaj ni enostaven, je kompleksen, po mojem bo še pridobival na kompleksnosti z vsemi temi povezovanji med podjetji na različnih ravneh, ni nujno samo lastniškimi, tudi drugimi. Skratka, ta odnos bo postajal vedno bolj zapleten in bo zahteval tudi vedno več znanj. Torej, kakšen bi bil vaš nasvet lastnikom, predvsem za njihovo delovanje in njihovo obnašanje? Ja, lastniki enostavno, če želijo dobro sodelovati v tem procesu obvladovanja podjetja, morajo imeti čim več znanj o tem področju, s katerim se ukvarja podjetje, znanja o tem, kaj se sploh dogaja v svetu. In z tega vidika, seveda, če taka znanja pridobijo, bojo tudi bolj sposobni ne samo nadzirati, ampak predvsem tudi pomagati pri teh najpomembnejših odločitvah podjetja. Imate občutek, da se slovenski lastniki smelo podajajo na to odgovorno pot? Ja, po izkušnjah, ki jih imam, vsaj za tista podjetja, ki jih poznam, mislim, da lastniki poskušajo vedno več teh znanj tudi pridobiti in vedno bolj aktivno upravljati, če pustimo pač ob strani tiste odločitve, ki so bolj politične narave. Danes smo raziskali vpliv različnih poslovnih odnosov na ritem poslovanja BTC Logistični center. Med njimi še posebej izstopajo odnos menedžmenta in lastnikov in odnos med zaposlenimi. BTC Logistični center ima tudi zaradi dobrih poslovnih odnosov prepoznavno pozicijo na trgu logističnih storitev. Zanje se odločajo predvsem tisti kupci, ki potrebujejo logistične storitve za blago z visoko dodano vrednostjo. A tu se delo ne konča. Poslovni ritem gre dalje. Vsak konec je le začetek za nekaj novega. Bodimo ponosni na izjemna slovenska podjetja. Kažejo nam, da je lahko tudi mala Slovenija ustvarjalec velikih poslovnih premikov. Tako tudi slovenska podjetja vzpodbujajo razvoj širšega evropskega prostora. Iz njihovih zgodb črpajmo moč in pogum, da se tudi sami dokazujemo na globalnih trgih. Pri tem nas naj ne bo strah neuspehov, kajti ravno na neuspehu se kalimo in učimo. In ne pozabite, vsakdo je lahko inovativen, tudi vi. Verjamem, da je podjetje živ organizem. Verjamem, da ima vsako podjetje svoj ritem. Verjamem, da so spremembe način življenja in gonilo napredka. Vjerujem v moč človeka iz skupine. Verjamem, da je dolžnost vsakega zaposlenega in menedžerja, da misli, ustvarja in napreduje. Verjamem, da si lahko podjetje samo definira svoje stranke in partnerje. Verjamem, da je vsakdo lahko inovativen. Verjamem, da si vsakdo v svojem bistvu želi biti koristen in uspešen. Verjamem v moč pozitivne energije.